Hej, tišina, zdaj jaz govorim. Robotka Katarina. Ne, nisem robotka, sem samo človek. Robot.si. Ali je to del spletnega naslova, ali samo mogoče izziv, da tudi sami postajamo roboti? Ne vem. Vem pa, od kod ime robot. Pred 100 leti ga je prvič zapisal češki dramatik, pisatelj in novinar Karel Čapek. Besedo robot je skoval skupaj s svojim bratom Jozefom in izhaja iz staroslovanskih korenin. Rabota pomeni tlačansko, suženjsko, težaško delo. Besedo je prvič zapisal v drobni knjižici z naslovom RUR. To je kratica za Rozumovo tovarno univerzalnih robotov. Tudi beseda rozum vam najbrž zveni znano. Razum, a ne? Zanimivo je, da je bila knjižica že 2 leti kasneje prevedena v slovenski jezik, prevedel jo je Osip Šest in jo še istega leta postavil na oder ljubljanske Drame. Ljudje so bili navdušeni in kritik je v Slovenskem narodu v časopisu zapisal takole. Gledalec gre domov poražen, kakor če se prebudi iz dramatično stopnjevanih hudih sanj. Ljudje so se torej bali prihodnosti in sobivanja z roboti. Predstava je žela uspehe tako na slovenskih tleh kot na evropskih odrih. In leta 1938 so jo celo posneli za britanski BBC. Takrat je beseda robot dosegla epske razsežnosti in jo še danes razumejo v vseh jezikih po svetu. Od kod Karlu Čapku ideja o robotih? Razmišljanje o ustvarjanju umetnih ljudi je znano že v antiki. Poznamo grškega junaka Prometeja, ki je oblikoval ljudi iz ilovice. V srednjem veku so menihi, alkimisti želeli ustvariti drobnega človečka. V svojih zapisih so ga poimenovali po latinsko homunculus. Še najbližje pa je bila Čapku verjetno praška legenda o rabinu Levu, ki je izdelal velikana iz ilovice na bregu Vltave in ta velikan je rešil judovsko ljudstvo. Če se vrnem k Čapkovemu tekstu, kjer kritizira pretirano produktivnost naše družbe, moram omeniti direktorja, ki govori takole. Človek je nekaj, kar recimo občuti radost, igra violino, hoče iti na sprehod in dela sploh nebroj stvari, ki so pravzaprav odveč. Bencinov motor ne rabi obeskov in okraskov, a izdelovanje umetnih delavcev je enako izdelovanju benzinovih motorjev. Izdelovanje naj bo čim najenostavnejše, a izdelek praktično najboljši. Kaj mislite, kakšen delavec je praktično najboljši? Tisti, ki je najcenejši, tisti, ki ima najmanj potreb. Toda dela sploh več ne bo, vse bodo naredili živi stroji. Človek bo delal le to, kar mu bo ugajalo. Živel bo svobodno, da bi se izpopolnjeval. Prehiter tehnološki napredek, ki ga je kritiziral Karel Čapek, se je res uresničil in v 2. svetovni vojni je dobil žalostne razsežnosti. Besedilo RUR je vznemirilo tudi slovenskega pesnika Srečka Kosovela, ki je še zelo mlad napisal, skonstruiral pesem Konc številka 1, kjer omeni RUR in Karla Čapka in zakliče: človek ni avtomat. In če so se pred 100 leti ljudje še bali prihoda robotov in kako nam bodo le-ti spremenili življenje, danes postajajo resničnost naši sopotniki, naši sostanovalci in celo takšnele otroške igračke.